Recimo, če se nove biologije dotaknem, epigenetike, še malo nazaj so verjeli, da geni so tisti, recimo imaš gen raka, ta pa ta, in zdaj avtomatsko vsi bojo, ko imajo ta gen, bojo dobili rak in umrli ali pa kakorkoli pač bojo. V bistvu znanstveniki nova biologija pa dokazala, da temu sploh ni res. Da ima recimo, zdaj so na študiju naredili, konkretno dr. Bruce Lipton z Stanfordske univerze, so naredili to študijo in da ljudje, ki imajo določen gen, v 67% dobijo raka, v 33% pa ne. Zakaj? Zakaj ni? Če gen je rak, pa je rak, če je to resnica. In on je dokazal, da v bistvu mi smo do 6. leta starosti, otrok do 6. leta starosti je tako imenovanem hipnotičnem stanju, tako imenovanem teta stanju. In on samo, če rečem računalniško, downloada, se pravi nalaga v svoj kasetnik vse te informacije svojih staršev, starih staršev, prijateljev, družine, okolice in v bistvu ti programi delujejo v 95% časa, to so nezavedni programi in so milijonkrat močnejši kot zavedni programi. Kaj to pomeni? To pomeni, da večina ljudi je žrtev, dokler ne prebere to knjigo in ne dobi ta znanja. Se pravi, so žrtve in se ne zaveda, da so žrtve programov, da sploh ne živijo svojega življenja, da živijo življenje nekoga drugega, kulture, staršev, okolice. In ko ti spoznaš, to je epigenetika se imenuje, to pomeni, da ti v bistvu, ko to spoznaš, imaš lahko ta gen za raka, ampak ti v bistvu ne sprožaš tega stresa in dejansko se ta gen potem ne aktivira in ga nimaš in si med, ne vem, tudi če ga imaš, si med tem 33%, ki živiš srečno in zdravo in izpolnjen in tako naprej. In to je ta nova in nevroznanost in nova biologija in to ta knjiga zajema.